Oj, zvan Daš, Davor iz Sitec TV. Se še spomnite, ko so v zadnjih videih malo namignili, da ima vam eno majhno novico, ki bi jo želeli deliti z vami? Sploh pa zdaj nuca toliko več suporta, ker očiten kaže, da se nama bodo stvari malo odprle, ampak v tem malo več kdaj drugič. No, danes vam z veseljem sporočava, da smo začeli sodelovati z Ridujem, čisto novim operaterjem na slovenskem trgu, za katerega ste verjetno že slišali, če ste se zadnje cajte kaj vozili naokoli in po cestah opazili take velike reklamne panoje, sploh v Ljubljani. Res so vesela, da ste stopili v stik z nama in nam ponudili to sodelovanje, ki smo ga itak z veseljem sprejela. Tako da res, hvala Ridu. Hvala. To video je tako prvi rezultat našega sodelovanja in takoj so nam že dali izziv, da obdelava eno zelo zanimivo tematiko, ki smo itak že hotela pred nekaj časa. In to je eSIM. Kaj ta zadeva sploh je, v čem se razlikuje od obične simke, kaj ima to veze z Ridujem in kaj sploh je Ridu. Pa vse boste izvedeli, če ostanete z nama do konca tega videa. A veste, na kakšen način pa lahko še vi pokažete, da ste z nama? Je tako, da se boste naročili na tale najin kanal in naj spremljate na vseh spodaj označenih omrežjih. Vsakega novega naročnika so ful vesela, skozi več se vas pridružuje naši Sitec TV družini in če bomo tako nadaljevali, verjamemo, da se obetajo še velike stvari. Da bi vedeli, kaj je eSIM in kako to sploh paše v Ridu zgodbo, ki je okoli eSIM-a v bistvu nekako zgradila svoje poslovanje, bova najprej nekaj povedala o SIM karticah in njihovi zgodovini. Ja, to so tisti majhni čipi, približno velikosti nohta, ki vam omogočajo pošiljanje SMS-ov, MMS-ov, upravljanje klicev in dostopanje do interneta. Ampak SIM kartice niso bile zmeraj velike kot nohti. Na začetku so bile po velikosti bolj v rangu bančnih kartic. Zakaj pa so se sploh pojavile in v čem je njihova poanta? Najbrž vam je znano, da so bili prvi komercialni prenosni telefoni, ki so se pojavili v začetku 80-ih letih po velikosti res komadni, kaj da bi v roki držal en cegu. No, takrat še niso uporabljali SIM kartic, ampak kar je zmeri pri tehnologiji. Ta je šla hitro naprej in že v začetku 90-ih se je mreža uporabnikov povečala, mobilna telekomunikacijska infrastruktura se je izboljšala in novo ero je napovedal prihod tako imenovanega globalnega sistema za mobilno komunikacijo druge generacije, v angleško Global System for Mobile Communications oziroma po domače GSM. Pojavila se je težava in sicer kako se bo lahko uporabnik mobilne naprave povezal v mreže operaterja oziroma izkazal, da poseduje napravo, ki je sposobna takšne povezave. Rešitev je leta 1991 ponudila nemška družba Giesecke Devrijen iz Münchna, ki za finskega operaterja res radiolinijo ustvarila prenosni pomnilniški čip, s pomočjo katerega lahko uporabnik mobilnika vzpostavi povezavo v mobilno mrežje in se na ta način v njem identificira. Ta čip se je imenoval modul za identifikacijo naročnika, po angleški Subscriber Identify Module oziroma na kratko SIM. Za začetek en hiter fun fact, da lahko si predstavljate lažje ta napredek SIM tehnologije v zadnjih letih. Recimo v 32 letih od ustanovitve SIM kartice, kaj se je zgodilo? Prve SIM kartice so podpirale samo do 5 SMS-ov in do 20 stikov, zdaj pa je SIM kartica postala nepogrešljiv del mobilnikov, ker vsebuje telefonsko številko, varnostne podatke, podatke ponudnika storitev ter program za preverjanje pristnosti omrežja. Lahko tako gor tudi shranješ stike in SMS-e, ampak to ni več tako aktualno zaradi Google. S SIM-kami je bilo v začetku tako, da so prišle v večjih velikostih. Ko ste imeli obično veliko SIM-ko ali pa mini SIM, predvsem pa je bilo odvisno od operaterjev, katere verzije so ponujali. Ampak s časoma so začele mini SIM po popularnosti izpodrivati obične SIM-ke, dokler se niso do sredine 90-ih uveljavile kot standard. Imeli so pa veliko prednost, lahko ste jih odstranili iz enega mobilnika in dali v drugega na preprost način. A se še spomniš, imel si takole mobilnik, odstranil si baterijo in plastičen hrbet, noter pa znotraj izkrite reže lahko ven vzel SIM kartico oziroma noter je dal. To so bili res dobri cajti. To so pa bili, Potem pa so bile SIM-ke skozi manjše, leta 2003 so dokončno dorekali format za standard microSIM, ki pa je v Slovenijo prišel par let kasneje. Tega se je še dobro spomnim, ko sem kupil iPhone 4 in sem ostal v microSIM in je bilo to zame takrat čisto novega. Nekateri so na lastno pest hoteli obrezati mini SIM-ke v microSIM in so jih pri tem nehote še poškodovali čip, ker je pomenilo, da so mogli takoj po novo SIM po operaterju in vseeno mogli plačati, čeprav so se hoteli temu izogniti. Leta 2012 je sledil standard Nano SIM, ki ga poznamo še danes, ko govorimo o fizičnih SIM karticah in je za 15% manjši od microSIM-a in zaradi tega je tudi več prostora v telefonu za komponente. Naslednji korak pa ni bila še manjša SIM kartica, temveč pojav SIM kartice, ki že po sami izdelavi matične plošče vgrajena vanjo in na katero lahko operaterji naložijo svoje podatkovne pakete. Temu pa pravimo eSIM, kar je skrajšava za Embedded SIM, vgrajeni SIM oziroma standard
MFF2 in to je v bistvu današnja tema. Smo tako In šli. jaz sem informatu pa je sicer začel govoriti tam okoli leta 2016, danes v Sloveniji in po svetu eSIM sicer ponuja že kar dosta operaterjev, ampak nažalost precej ljudi še zmeraj ni ozaveščenih glede te tehnologije. Zato smo tle. V čem je prednost eSIM kartice? Prvič je zelo priročna, saj imate zaradi nje na telefonu lahko naenkrat več eSIM kartic ali pa lahko celo kombinirate fizične SIM kartice z eSIM-om. To je super, ker na tak način lahko uporabljaš več različnih operaterjev sočasno. Drugič, eSIM lahko vsak uporabnik, če se ve, da je to operater omogoča, sam aktivira znotraj aplikacije v parih minutah in pa špara na cajtu. Tretjič, eSIM-a ne morete izgubiti ali pa ga uničiti, saj je integriran v sam mobilnik, tako da ga lahko kvečjemu uničite tako, če boste že itak uničili celotno napravo. Če pa vam napravo ukradejo, pa to sporočite operaterju in ta lahko takoj nadaljavo blokira in zamenja eSIM, tako da tatovi ne morejo uporabljati vašega telefona za klice. Poleg tega lahko, če potujete, enostavno kupite podatkovne pakete in jih začnete uporabljati z vašim eSIM-om, kar je ful priročno. Res je. eSIM je priročen tudi zaradi tega, ker je v mobilnikih pač prostor za druge komponente, naprimer večjo baterijo, saj ni več potrebe po režah za fizične SIM kartice. Za primerjavo, najmanjši standard fizične SIM kartice NanoSIM danes ima dimenzije 12x9 mm, eSIM pa se začne z dimenzijo 6x5 mm in je lahko še manjši. A pa se glede eSIM-a samo med pa mleko cedita? Ne. Trenutno je največji problem v tem, da vsi operaterji še ne podpirajo eSIM-a, ker zdi precej zoprno, če veliko potujete v tujino, se boste imeli tam omejeno izbiro operaterjev. eSIM-ki znajo biti tudi dražji od fizičnih SIM-ov. Poleg tega je eSIM trenutno bolj ali manj rezerviran za premijske flagship telefone, tako da veliko povprečnih uporabnikov z mid-range telefoni sploh še nima dostopa do te tehnologije. Tudi ne vejo o tej tehnologiji. Še en problem je lahko tudi to, da če vam bo telefon iz nekega razloga crknil in tako ne boste mogli na preprost način prenesti SIM kartice iz enega telefona na drugega, ker je pač eSIM vgrajen v sam telefon in v bistvu ni prenosljiv. Poleg tega pa so določeni operaterji še tako nerazumevajoči, da vam ne omogoča uporabe eSIM-a na večjih telefonih hkrati, ko jih menjate, ampak vam zaračunajo nov eSIM na novi napravi, ampak takih na srečih trenutno ni veliko. Veliko tudi čist cool operaterjev. In eden takih je najnovi partner Redu. Veliko se bo zdaj vprašali, ampak zakaj sploh rabimo novega operaterja na slovenskem trgu, zdaj imamo že dosti drugih. No, Redu je nastal kot odgovor na prezapletenost v zvezi s ponudbo operaterjev. Povprečen uporabnik se namreč težko znajde v poplavi paketov, ponudb, storitev, ker dela celotno izkušnjo ful neprijetno, sploh za starejše ljudi. Sploh pa bože ne ide, da ti poslovanje operaterja ni všeč. Pri trenutnih operaterjih se v zvezi s tem hitro naberejo stroški. Je pa res, da imajo te trenutni klasični operaterji veliko stroškov v zvezi s poslovanjem. Morajo imeti odprte fizične poslovalnice in zaposlene ljudi, ki strankam svetujejo in podpisujejo pogodbe, pa tako naprej, kar seveda stane. In ta zadnja stvar, ki je pri operaterjih najbolj zoprna, je to, da stvari enostavno moraš brezplačno sprobati in videti, če ti sploh paše ta operater. Sprobil si naše storitve, pa ti niso bile všeč. Podpisal si pogodbo, tako da pač plačati moraš, ne? Redu pa je ta koncept totalno obrnil na glavo, ker je vse, kar pri njih rabiš, telefon. Ne, zmivava se res, pač telefon rabiš. Pa od Reduja je oseben dokument in to je to. Kaj pa recimo, kaj imate pri operaterjih 10 različnih paketov, kjer se ne zna tudi odločiti, kjer ga bi vzeli. Pri Reduju imate samo enega, za 15 evrov ga plačate na začetku računskega obdobja in noter uporabljaš vse storitev v Sloveniji in EU, drugače pa v Redu gostuje mrežo ena. A pa rabiš od fizično poslovalnico, da ti zrihtajo te stvari? Ne! Uležeš se na kavč, odpreš aplikacijo na telefonu in lahko izbiraš številko, dodatne opcije za tujino in tako naprej. Nočeš torej samo njihov app in oseben dokument, to je pa tudi to. Kaj pa, če ti Redu ni všeč? Ok, ni panike, greš v app in prekineš razmerje, kot da bi ugasnil luč. Prvih 14 dni pa mreže itak lahko tudi zastonj testiraš in v bistvu bo to zdaj vse na hitro pokazala. Ok, Andraž, a bo zdaj pokazala, kako to deluje, kako inštalacija deluje. In veš kaj, lahko še probava, če je to res tako hitra stvar, koliko je Redu prav. Bova tukaj naredila štoparco, kar zažen, 3, 4, zdaj, ok. Ok, gremo naprej v Play Store. Vse, kar v bistvu delate prek Reduja, delate prek aplikacije, ker pač fizičnih poslovalnic ni, kot smo rekli, da stroške znižamo, tako da vse bomo prek te aplikacije naredili. In oni v bistvu gostujejo v mreži Vdaje, tudi to, da veste. In 5G zato tudi dobro deluje. Tako. In zdaj bomo naredili kar brezplačni preizkus, da boste tudi vi lahko tako naredili, kaj vse noter dobite znotraj brezplačnega poizkusa, vam tele lepo piše. Damo nadaljuj. Tako je. Registriraj se z mailom, bomo napisali. Jaz bom ta čas vzel ven osebni dokument, ker ga bo potem treba slikati. Tako. Toga, mail je prišel.
0397, prepišemo to aktivacijsko kodo. Da. Tako je. In evo, eSIM lahko na tem telefonu damo gor. Ja, Tako da, lahko bi pa tudi fizično, če ne bi imel podpore. tako je, ampak mi bomo zdaj dali eSIM kartico. Po dobre cifre. Pa ja, evo, bo dobra cifra. In Zdaj moramo tvoj oseben dokument dati. Bomo dali začni. Tukaj gre za vozniško dovoljenje, zato bomo dali to. Bomo dali pa še. Tukaj sploh itak ni potrebno, ker je pač ja, če pa oseben dokument, je pa še iz zadnje strani treba to slikati. Ja. Zdaj bomo počakali 10 sekund. Glejte, zdaj smo na manj kot 3 minute. Evo, naslov, boš zaupal. Nadaljuj. Podatki so noter. Vzdevek. Evo, potrjujemo, strinjam se s pogoji poslovanja, aktiviraj SIM. Zdaj samo še to počakamo. In Ja, zdaj smo na 3 minutah pa pol, še par sekund, ker smo na začetku debatirali, ampak pa midva sva zraven še govorila, nisva samo klikala naprej, stari. točno to Tole, lej. je top. Allow. Ok, dovolimo, da se lahko eSIM inštalira. In tam jaz imam trenutno službeno številko, fizično SIM kartico za službeno številko, kot se vidi tam gor, kjer je že 5G označeno, ampak zdaj vsak trenutek bi se mogel pojaviti še novo omrežje. In evo. Drugo omrežje se je pojavilo. To je to. To je to, kar imam zdaj v brezplačnem obdobju. 14 dneh, damo Nadaljuj. To je to. In to je v bistvu Koliko? končan. 4 minute. In pol. Wow. V 4 minutah in pol smo naredila novo telefonsko številko, da jo lahko zdaj uporabljam in kličem. Ker ni pri nobenem operaterju, niste tako hiter. Ne, gremo lahko na hiter skozi aplikacijo. Tako. Evo, tukaj je spet brezplačen preizkus, imate koliko ste že porabili, potem malo tle, da lahko povabite prijatelja in s tem dobite še en mesec brezplačne naročnine. Tako da se vam splača širiti. Če vam je všeč, sigurno. Račun in pa imate tle spet nastavitve, če pa hočete glede SIM kartice oziroma telefonske številke, greste pa tam noter pod upravljanje SIM. Tako je. In tudi tukaj, če hočete zamenjati SIM, vam pa tudi tukaj le da neko informacijo. Kako zamenjati, imate obvestilo. Tako, oziroma PIN za SIM kartice. Tako je. In pa pač, kaj lahko v gostovanju uporabljate, kakšne so mednarodne storitve in spet, kaj trenutno imamo. Zdaj trenutno imamo samo pač ta paket za probo. Za probo imamo, porabo lahko spremljate. Če imate dodatna vprašanja, pa v bistvu tu kot neka žarnica tukaj gor in potem vam da pogosto vprašanja, vam da odgovore, lahko pa v bistvu tudi sami vprašanja zastavljate. In tako v bistvu vi brez, da bi rabili fizično iti, vprašate support in dobite odgovor. In support je dober. Enač, še zadnji ultimativen test. Tako je. A ta stvar sploh deluje ali nam je Ridu prodal bučke? Veš kaj, boš pa mogel tukaj nastaviti v nastavitvah telefona, ker imamo 2 SIM kartice in tukaj potem lahko izberemo, kako želite, da se uporabljajo podatki oziroma iz kje kliče. Tako. In zdaj boš poklical. Pa bom kar sam na sebe dal. Izberete eSIM. To je v redu, sem close. To ni nič povedano s tem. Okay. Ena aplikacija ne deluje in dela. Deluje. V manj kot 5 minutah so nastavila vse in deluje in meni se zdi, da nam je šlo zelo smut. Zelo. Tako da pač Redu pa pripravlja tudi funkcijo, da če boste želeli z enega telefona na drugega prenašati SIM kartico, da bo to se zgodilo lahko brez problemov načeloma. Tako, ker pri nekaterih drugih operaterjih to zna biti precej velik problem. Res je. Pri Riduju bojo pa to v bistvu kmalu že so rekli, to funkcionalno. Ja. Evo, in midva sva zdaj pokazala, kako eSIM deluje, ampak Andraž, baje se v prihodnosti pripravlja še nova tehnologija za SIM kartice. Kakšna je? Res zanimivo vprašanje.
Kar sva skoraj zihar je to, da bodo fizične kartice eventualno prišle čisto ven iz mode in bodo v celoti zamenjane s strani eSIM-a. Kaj pa bo zamenjal eSIM? Na obzoru je že tehnologija iSIM, ki pomeni integriran SIM, to pa pomeni, da SIM kartica sploh ne bo več ločen in samostojen integriran čip na telefonu, ampak bo del njegovega SoC-ja oziroma sistema na čipu, glitko, kot so CPU, GPU in pa modem. Posledično iSIM še manjši od eSIM-a in ne bo večji od 1 ali pa 2 mm, pa še manjša poraba energije bo, kar bo pomenilo še boljšo baterijo. Trenutno na trgu sicer še ni telefona, ki bi podpiral iSIM. Ga je pa Qualcomm že zasnoval in integriral v čip Snapdragon 8 Gen 2. Pa smo prišli do konca današnjega videa. Upava, da je bil poučen. Ja. Še enkrat se zahvaljujeva Riduju za vso pomoč in podporo v prvem nastanku tega videa. Hvala. Tudi v prihodnosti namerava še sodelovati z njimi, razen če naj bodo že kmalu siti, ampak upava, da ne. Tako da pričakujte še več podobnega kontenta. Midva pa se za vas od danes poslavljava in se že zelo kmalu vidimo v naslednjem videu. Čau!